V nedeljo 25. maja 2014 bodo potekale evropske volitve. Tokratne volitve v Evropski parlament napovedujejo kot najpomembnejše doslej, saj bo parlament določil prihodnjo politično usmeritev Evropske unije. Kampanja za evropske volitve v Sloveniji poteka že nekaj časa. Za 8 slovenskih sedežev v Evropskem parlamentu se poteguje 118 kandidatov na kar 16 listah, kar je največ do zdaj. Za sedeže v Evropskem parlamentu se bodo tako potegovale liste Socialni demokrati, Desus, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Solidarnost, Sanska služba, Verjamem lista Igorja Šoltesa, Pozitivna Slovenija, Stranka slovenskega naroda, Zeleni Slovenije, lista Kacin Konkretno, Slovenska nacionalna stranka, Združena levica, Zares, Piratska stranka Slovenije in Državljanska lista. Letošnje volitve poslancev v Evropski parlament naj bi bile posebne, drugačne od vseh dosedanjih. Največja sprememba je ta, da bodo izidi volitev zdaj prvič v zgodovini neposredno vplivali na to, kdo bo prihodnji predsednik Evropske komisije. Po novem bo v Evropskem parlamentu sedelo le še 751 namesto sedanjih 766 poslancev. Slovenija bo kljub temu ohranila 8 sedežev. Evropski parlament je institucija Evropske unije, ki predstavlja državljane Evropske unije. Predstavniki Evropskega parlamenta, tako imenovani evroposlanci, niso razvrščeni po državljanski pripadnosti, ampak v 7 vseevropskih političnih skupin. Politične skupine Evropskega parlamenta, med katerimi sta največji Evropska ljudska stranka, Krščanski demokrati, in skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov ter skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo ALDE, imajo glavno besedo pri parlamentarnih razpravah. Evropski parlament deluje v 3 mestih: v Bruslju v Belgiji, Luksemburgu in Strasbourgu v Franciji. Evropski parlament ima 3 glavne naloge. Sprejema evropsko zakonodajo, opravlja nadzor nad vsemi institucijami Evropske unije in sprejema proračun Evropske unije. Evropski poslanci predstavljajo več kot 500 milijonov državljanov v 28 državah članicah. Poslanski sedeži so na podlagi pogodb Evropske unije med države razdeljeni po načelu padajoče sorazmernosti, kar pomeni, da imajo države z večjim številom prebivalstva več sedežev kot manjše države, vendar imajo manjše države več sedežev, kot bi jih pripadalo, če bi strogo upoštevali sorazmernost. Lizbonska pogodba ne določa natančnega števila poslancev za vsako državo, temveč prepušča odločitev o tem Evropskemu svetu. Vseeno pa pogodba določa, da ima lahko največja država članica največ 96 poslancev, najmanjša pa ne manj kot 6. Maksimalno število poslancev bo v novem parlamentu zastopalo le Nemčijo, s 74 poslanci ji bo sledila Francija, s 73 pa Velika Britanija in Italija. Več kot 50 poslancev bodo izvolili še Španci, 54, in Poljaki, 51. Latvija bo poleg Slovenije edina država z 8 poslanci, najmanj 6 pa jih bodo izvolili v Estoniji, Luksemburgu, na Cipru ter na Malti. Delež žensk v klopeh Evropskega parlamenta je z leti vztrajno naraščal. Po prvih volitvah leta 1979 je znašal 16 odstotkov,
po zadnjih volitvah je narasel na 35%. Za mesto v Evropskem parlamentu se potegujejo tudi gluhi kandidati. Za vnovičen 5-letni mandat se bori Adam Koša iz Madžarske, ki je bil doslej edini gluhi evropski poslanec. Njegova pozitivna izkušnja je za kandidaturo opogumila tudi Kristin Linarc iz Nemčije, ki se za mesto poslanke poteguje na listi politične stranke Zelenih. Gluhi novinar Janis Jalouros iz Grčije je na listi ljudske stranke Oliva, Demokratična zveza. Poljakinja Kataržina Galasjevič je kandidatka stranke Tvoja poteza. V Evropski parlament pa bi se rada preselila tudi Helga Stevens, odvetnica in aktualna gluha poslanka v belgijskem nacionalnem parlamentu. Med 8 slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu se skušata prebiti tudi Petra Rezar in Simona Drev. Gluha profesorica likovne vzgoje Rezarjeva kandidira na listi izvenparlamentarne stranke Združene levice, inženirka mikrobiologije Simona Drev pa je kandidatka stranke Slovenski narod. Evropski proračun znaša 135 milijard evrov. Večina tega denarja se porabi za razne programe in državljane. Za upravljanje Evropske unije, torej za razne institucije, kot je tudi Evropski parlament, pa se porabi 6% proračuna. Teh 6% pomeni 8 milijard evrov. To pa je malo manj, kolikor znaša slovenski proračun. Delovanje evropskih institucij evropske državljane stane torej toliko kot delovanje majhne države. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije so najpomembnejše evropske institucije, potem pa so tu še Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, različni uradi in agencije, skupno 55 tisoč zaposlenih. Zanimiv je podatek, da je Slovenija še vedno neto prejemnica iz evropskega proračuna, kar pomeni, da dobimo od Bruslja več denarja, kot ga v evropsko blagajno prispevamo. Vsem kandidatom želimo veliko uspeha in da v Evropskem parlamentu ne bi pozabili na obljube, ki so jih dali volivcem.